Ok, povej mi 3 detajle, ki so ti najbolj všeč v kabini. Razglej se, poglej vrata, poglej... Paden. Kava in plastični zobi. Mater, sem se lepo namazala. Ne ti v moj vlog reklame za šminke, pa make-up, bro. This is not the place for it. Kaj imamo vse? Gate imaš? Ne. Je kar telefon dol padel. A slišiš to? Kaj? Točno to? Ta driska barva mi je ful všeč. Joj, fuk, si bom mislila, fuk je. Ankataro. Alcantara. Ok, to ne bomo daj, kakaj bedarije treskam, daj lahko prosim, ne, prosim. Fukiš je. Ok, povej mi 3 detajle, ki so ti najbolj všeč v kabini. Razglej se, poglej vrata, poglej... Paden. No, meni najlepši detajl tukaj v tej kabini so kljuke, le kakšna je. Ne mi reč, da ni huda, ker jo pošlataš, no? Sprašujem se, če so zadnji jezici udobni. 1, 2, 3, 4. Za dlan pa pol. Kaj pomeni za dlan pa pol? Tako? Pa tak, še. Za 2 ni dlanino, tak da 2 pa pol. Ampak če ti za dlan meriš, se meri dlan od tukaj do tukaj. Natoč za 2 prsta, ne? A je pa še ena stvar, ko so predstavili v Sloveniji telefon, s katerim snemam ta vlog, to se pravi P30 Pro. Na premiero je prišel tudi Peter Maurin, on je en tak zelo hud slovenski oblikovalec, mislim, da drugače ustvarja v Londonu in je za 3 Huawei ambasadorje, za Tiborja Goloba, za Rebeko Dremelj pa zame pripravil nekaj posebenega. Vsak od nas je dobil svojo torbico, mene na tej premieri ni bilo, pa sem jo dobil zatem, tako da najprej Peter, ful hvala. Moram reči, da jaz ne vem, k čemu bi jo lahko nosil, ampak Tina se je pa vanjo zaljubila, pa je danes s sabo vzela na Cars & Coffee, daj pokaž. Tudi za telefon ima plec. Daj kravce. Kaj je? Evo, mi da so tukaj, ena lušna karavana že prihaja. Pa tole se na avto. Uaj, hud. Lotus, to bi jaz imel. F-Type, to bi jaz imel. Mustang, tudi to bi jaz imel. Selfie, no? Ok, lokacija mislim, da je znana, Brdo pri Kranju, lepo je videti lastnike, kako se družijo, uživajo ob pogledu na avte. Vreme je zaenkrat še svetovno, po mojem najboljš, da jaz malo tihnem, zberem ene par lušnih kadrov, spustim musko čez. Drugač pa nisem še veliko povedal, ta avto je hibrid, to veš. 3,5 litrski V6 je osnova, pa imaš pa zdravo še nekaj elektrike. Konjev vseh skupaj, zdravo. Konjev vseh skupaj je tam med 350-360, da sem prav povedal. Ambient mi je ful všeč. Je pa vsem malo hecen, ne? Ker zdaj smo v koloni in čakamo, da štartamo in ljudje si malo krajšajo čas, tako da v leru pohodi avto, da se ga ful sliši. Jaz zdaj držim gas do konca.
Tako je, zdaj smo pa tik pred Piranom, čaka nas druženje. Pa sem pa še nekaj dolžen. Nič nisem v tem avtu povedal, ne? No, to prije pa na konc. Wherever it may take me, she won't forsake me. Pa, koliko je ljudi, no ne, no. Yo! Kako je bulka? Zdravo! Ja, zdaj kdo bo začel s tvojim nastopom? A rasturat, no? A ne, da? Kaj je zdaj? Prosim? Še se malo slikamo, klepetamo pa roko stiskamo. Cool je. Ta pa ta kontrast od Lade do McLarena 720 v 2 metrih. Yo! Najjača fora mi je to, da vsi ropotajo, jaz pa čista tišina, sam glidam skozi. Pa se pa folk začne norca delati, veš hibrid to. Pa sem pa dvakrat pogasil s to pa sam. Ok, zdaj pa končno prišel na vrsto avto, veš? Jaz sem se malo pripravil na ta video, pa sem zbiral ful tehnične podatke, številke pa tako naprej. Veliko bolj kot za cifre, gre tukaj za feeling, za izkušnjo. A ne pove, pa ne pokaže to že oblika tega kupeja. Dolg pokrov motorja, v detalje ne bom šel, ampak tudi če si butl, vidiš, da jih teh velik, pa ne samo to, da so zelo posebni. Od tistih pri žarometu, prek koles, pa zelo močnih ramen, do guzice, ki je sicer malo specifično oblikovana, ampak veš, kjera stvar pa mene tukaj na tem zadku, le kjera guza, najbolj razveseli. Veš, jaz vem, da so vsi malo hecajo z tega avta, to je pa sam hibrid, ampak pa se spustiš pa sem le dol, pa zagledaš nekaj zelo lepega. Čista prave orank rore. Vseh kojnov skupaj je tam 360, niti ni tako pomemben, pogon gre zadaj, kar se samih zmogljivosti tiče, lej, avto orank potegne. Ampak point ni v tem, če vprašaš mene, je point v izkušnji v kabini, ker ta je pa zelo posebna. Veš, zato ker stari ambient tega avtomobila, nekaj posebnega je najmanj, kar lahko rečem. Kako je pa skupaj sestavljen, kako je oblikovan, kakšni materiali so uporabljeni, pa kako je recimo vse skoncentrirano proti vozniku. To je pa že nekaj drugega, pa tudi tukaj noter toliko enih detajlov. Mislim, zdaj imam telefon naslonjen na sopotniška vrata, a ti jih pokažem. Stari, prosim lepo, poglej si tole. Vidiš, kako se skupaj lepo teče. Ali pa poglej, kako je oblikovana kljuka. Ha? Kaj pa ti praviš? Veš, recimo, ko priješ do obvolanskih ročic, vse prepogosto se srečamo s tako plastiko. Tole, aluminij, pošlataš ga tudi takrat, ki je dan najbolj vroč, pa je lepo hladen. Ali pa pazi zdaj ta detalj, pritisnem na ta gumb, pa poglej, kaj se zgodi. Daj 3-4 zdaj. Celoten krog merilnika vrtljajo se premakne v levo ali pa v desno. A si že to videl? Pa valjda se grafika spreminja glede na to, kakšen vozen program zbereš. Tukaj prijete pa upoštev te dva rogeca na levi pa na desni strani. Z levim rihtaš stabilnostno elektronko, z desnim pa vozne programe. Vidiš Sport, Sport Plus, pa se pa grafika takole spreminja. Pazi zdaj. Sport pa Sport Plus. Dobro, a te zanima, kako se pele? Zna biti pa čudovito neposreden v trenutkih, ko se ti zapelješ v zavoj. Ta voljnost zagrabiti v vink je zelo prisotna. Čeprav tudi približno ne gre za izrazitega športnika, kljub obliki, zadnjemu pogonu, pa še kar natančnemu krmiljenju. Potovalna hitrost tega avtomobila. Legenda pravi, da je kabina zelo tiha tudi pri hitrostih nad 190 km/h. Ne, ampak brez jebanci je tihost te kabine. In takole zelo na grobo moram priznati, da sem bil izjemno zadovoljen, da sem na ta Cars & Coffee prišel s točno tem avtomobilom. A veš, ob tej poplavi Porschejev, pa BMW-jev, Audijev je bilo zelo zanimivo gledati ljudi,
kako so reagirali, ko so zagledali LC-ja. Tina se je itak zalubila vanga in jaz mislim, da je na grobo to. Zdaj bo počas lahko nekaj pojesti. Pa ma bi se lahko Tini posvetil, a? Tudi to ne bi bilo šlo. A veš, ona misli, da greva midva zdaj domov. Ampak midva ne greva domov. In da bo danes tukaj spala. Ona pa še ne ve. Hvala, bi greva dam. Ja. Ne greva dam. Ampak greva. Greva nekaj v marino pogledat, če prav papalo greva. A ja, kle na konc marine je to. Kaj to? Nač. Kaj? Nač. No. Si že malo trujen, a? Če me je zanihalo, to bi ga nam pasalo pri vratih. Lahko samo. Svetovno. No, zdaj te pa verjetno zanima, ne, kakšna je zdaj povezava Memory pa jaz. Z Juretom, to je en model iz Ljubljane, se poznava že nekaj časa. Njegova familija je lastnik tele plavajoče hiške in zdaj so se odločili, da jo bojo tudi oddajali. Jaz pa to z veseljem povem tudi zato, ker sem rekel stari. Jaz rabam eno rešitev, prav na hitro Tino bi rad presenetil, pa je rekel I got your back, tako da Jure, jaz imam pa zdaj tvojega. Kako najdeš? Dost lažje ne more biti. Booking, plavajoča hiška, pa Memory. A ja, pa Jure, hvala še enkrat. Tina je bila kar presenečena. Mogoče so tudi zame to dobro končali. Wink, wink.